S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate v tem torkovem večeru in zdajle bodo na svoj račun prišli najmlajši. Knjižničarka v Škofjeloški knjižnici Ivana Tavčarja, Danijela Dolinar, jim bo povedala slovensko ljudsko pravljico 5 bratov. Živela je nekoč mati, ki je imela 5 sinov, od katerih je bil vsak obdarovan s posebno močjo. Prvi je bil sledec in je lahko odkril sledi živali ali človeka še po 5 letih. Drugi je bil tako močan, da je lahko v trenutku razrušil grad. Tretji je bil strelec in je streljal tako natančno, da je lahko zadel zvezdo na nebu. Četrti je bil tako hiter, da je lahko ujel strelo iz oblakov. Peti pa je lahko v trenutku zgradil mogočen grad. Zgodilo se je, da je hudobni duh odnesel kralju tiste dežele edino hčer. Kralj je razglasil po vseh mestih in vaseh, da mu je zlobni duh začaral in odnesel hčer edinko. Vse junake tiste dežele je pozval, naj jo gredo iskat, in obljubil, da bo dal rešitelju hčerko za ženo, po smrti pa krono in vladarstvo. A boj zlobnežem ni bil lahek. Premnogi junaki so se odpravili, prehodili križem svet in preiskali brezna in skalne dupline, a nihče kraljične ni našel. Tudi do 5 bratov je dospel glas o izgubljeni kraljični. Dogovorili so se, da se tudi oni odpravijo po svetu in jo poiščejo. Prvi brat je hodil spredaj in odkrival sledi, kjer je šel zlobni duh z ugrabljeno kraljevo hčerjo. Sledi so jih pripeljale pred velik, trdno zidan grad. Tu je sledi zmanjkalo. Bratje so spoznali, da je to grad, v katerem biva hudobnež s kraljevo hčerjo. Ustavili so se, nato šli okoli obzidja, a noter v grad niso mogli. Zdaj je prišel na vrsto drugi brat, ki je bil tako močan, da je v hipu razrušil zidovje, da je od gradu ostalo samo še kamenje. Ko se je grad zrušil, se je dvignil zli duh izpod rtije in odnesel kraljevo hčer visoko pod nebo. Tedaj je nastopil brat, ki je lahko zadel zvezdo na nebu. Pomeril je in ustrelil hudobneža. Zlobni duh je izpustil kraljično, ki je začela padati kot kamen proti zemlji. Pa je priskočil brat, ki je bil tako hiter, da je lahko ujel strelo iz oblakov in je ulovil deklico v svoje roke. Kraljična je bila sedaj rešena. Bratje so jo vzeli v svojo sredo in se odpravili proti domu. Ko so zli duhovi izvedeli, da so jim bratje umorili poglavarja, so se zbrali v veliko trumo in jo udarili za njimi, da bi se maščevali in bi jim zopet vzeli kraljično. Vojska hudobnežev je drvela za brati in ko so jih ti opazili, niso takoj vedeli, kako bi se rešili. Pa je nazadnje nastopil brat, ki je lahko v trenutku zgradil mogočen grad. Na mah se je dvignilo okrog njih močno obzidje in bratje so se znašli v trdnem gradu. Hudobneži so pohajali okoli gradu, a so poskušali zaman, da bi ga podrli. Ko so spoznali, da ne bodo ničesar opravili, so jo jezni odkurili. Zdaj so lahko bratje odšli dalje proti domu. Kraljično so pripeljali v rodni grad in jo izročili kralju. Vladar se je silno razveselil, ko je zagledal rešeno hčer. Pa je vprašal, kdo jo je rešil. Bratje so mu odgovorili, vsi smo jo rešili. Zdaj kralj ni vedel, kako bi izpolnil dano obljubo in komu naj bi jo dal za ženo. Rekel jim je, dogovorite se sami, kdo bo omožil mojo hčer. Če ste vsi rešili kraljično, ni mogoče, da bi jaz odločal o tem. Bratje so se posvetovali, a se niso mogli pogoditi. Sklenili so, da gredo domov in povprašajo svojo mater za nasvet in da prepusti njej odločitev. Vrnili so se na rodni dom
in povedali materi, kako in kaj se jim je dogodilo. Mati jim je svetovala, naj ne razdirajo medsebojne ljubezni s prepirom in zavistjo. Naj prepustijo kraljično najmlajšemu, drugi pa naj ostanejo pri njem, da mu bodo v oporo in pomoč. Tako se je tudi zgodilo. Bratje so poslušali materin nasvet. Prepustili so kraljično najmlajšemu in so ostali pri njem. Skupaj so vladali in ker so bili obdarovani s prav posebnimi močmi, jih ni nihče nikoli več preganjal.